Tako kot hiša ne more nastati brez premišljenega načrtovanja, tudi njena okolica zasluži, da se ji posveti izkušeni strokovnjak. Naš sodelavec Stane je obiskal občudovanja vreden vrt s prelivnim bazenom. Zdaj, ko družina tam živi že nekaj let, obsežno zemljišče na robu naselja zlagoma dobiva pravo podobo. Urejen vhod in parkirišče vodita k terasi pod velikim nadstreškom. Poleg nje leži privlačen prelivni naravni bazen, obdan z okrasnimi gredami. Sproščenemu druženju in pripravi hrane je namenjena večja terasa za hišo, od koder seže pogled prek travnikov vse do gozdnega roba. Ob našem prvem srečanju je bilo tako, da je to bil dejansko travnik, na katerem je bila samo ulita temeljna plošča. Se pravi, hiše ni bilo, pogovarjali smo se v glavnem s pomočjo načrtov. A je bil takrat že takoj na začetku želja po bazenu? Oziroma naravnem plavalnem bazenu? Dejansko je bila želja, vendar je bil planiran klasičen bazen na klor, na kar sta se lastnika majčkeno pozanimala in sta izvedla za možnost tudi naravnega bazena. Naravnim bazenom rečemo pač naravni bazen ali biološki bazen, zaradi tega, ker je izgled kot bazen, voda v njem je pa popolnoma naravna. Filtrira se prek filtrov, ki so zasuti z dolomitnim peskom. Spodaj je pod tem prelivnim robom je kompenzacijski bazen. Namen kompenzacijskega bazena je to, da takrat, ko je več ljudi v bazenu, se voda dvigne in je preteče več čez rob in mora biti toliko velik, da ne vem, če se 10 ljudi kopa, da voda ne odteka ven. Bazena pa ne odlikujeta le velikost in naravni postopek čiščenja vode, temveč tudi posebna oblika. Ta bazen je res poseben. Posebnost njega je to, da ima 7 metrov dolg prelivni rob. Ko se kopaš v njem, se lahko nasloniš na ta prelivni rob in imaš pogled na to lepo dolino, ki se odpira. Od običajnih plavalnih bazenov se ta razlikuje tudi po barvi notranje obloge. Namreč zbrala sta eno čisto novo folijo, ki je tisto sezono prišla na tržišče. Ampak ko smo pogledali slike, je bilo videti, da bo to zelo lepo izgledalo. In tudi zdaj izgleda čudovito, ker je ta črna folija daje en odsev neba, hiše in res izgleda zelo lepo. Voda v bazenu, je to iz vodovoda ali je kapnica? Voda je iz vodovoda. Kapnica ni primerna, ker takrat, ko dežuje, ko izpira strehe, pride marsikatera umazanija, zbiralnik in zato je ne uporabljamo, ker voda, ki je v bazenu, mora biti kontrolirana. Načrtno oblikovanje okolice hiše je obsegalo tudi ureditev okrasnih gred in izbor okrasnih rastlin. Dejansko, ko so naju lastniki poiskali, je bila idejna zasnova že narejena. Zdelo se nam je veliko stvari lepih, uporabnih, tudi ona dva sta si tisto želela. Nekatere stvari smo pa spremenili, nekaj smo odvzeli, smo dodali nekaj drugega. Dejansko smo gredi neposredno ob naravnem bazenu obdržali, taki kot sta bili prvotno zasnovani. Izbor rastlin je bil pravilen, so trdožive, so take, ki z lahkoto prenesejo sonce. Govoriva o sivki pa o enih travah. Tako, in o gavrah. In o gavrah, belo cvetoče gavre. Zasaditev je zasnovana tako, da je v vsakem letnem času nekaj izstopajočega, ne samo barvitega. Na vrtu so tudi visoke grede, namenjene vzgoji vrtnin. To me res veseli, kadar se mlade družine odločajo za to, da bojo vsaj del svoje prehrane prinesli z svojega vrta. Tu so še posebej pridni, zato ker so spodbudili otroka, da se udeležita pri tem. Dejansko sta ona dva tista, ki v večini poskrbita za zelenjavni vrt. Poleg tega imajo tudi en lep nasad jagodičevja in to vse skupaj družno. Mama majčkeno bdi nad tem, ostalo pa kar otroka sta vključena veliko v to. Kot rečeno, so lastniki uredili še prostorno teraso za hišo, kjer v zasebnosti lahko uživajo v družbi in pripravi hrane.
Imajo eno zelo lepo zunanjo teraso, ki je seveda nadkrita, vendar se pa med gradnjo oziroma tudi med snovanjem se je izkazalo, da je tukaj še veliko prostora za še dodatno teraso, ki pa je pač bolj namenjena piknikom in večjemu druženju in ki je čisto obdana z okoliškim pač gozdovi in hribi. Izbrali smo takšne čiste linije, pač elemente čistih linij iz kortena, ki je še dodatno dopolnil mogoče temu naravnemu videzu zunanjosti. Predvsem pa smo dali tudi pozornost na samo senčanje. Tukaj smo izbrali ta premična jadra, ki jih seveda se lahko prilagodi glede na samo sonce, glede na moč sonca in usmerjeno sonce. Za ta dom lahko rečemo, da mu prav nič ne manjka. Temu pritrjuje tudi družina, ki uživa v njem.